Tukaj smo zbrani, da malo spregovorimo o Plečniku, pa sodobni arhitekturi, ki nas obkroža, ki ima tudi veliko problemov, kot vsi vemo. Z nami so danes, če gremo z druge strani, gospod Hravski, bivši vodja Desje galerije, pomemben teoretik, ukvarjal se z arhitekturo tudi s Plečnikom, potem arhitekt Jurij Kube, ima svoj studio, ki je bil in je prisoten v našem ljubljanskem mestnem tkivu, tudi z različnimi sogovori tudi s Plečnikovo arhitekturo. Boštjan Vuga, Sadar Vuga arhitekti, ki je poznan, kot vsi veste, v mednarodnem in domačem prostoru z velikimi, manjšimi projekti, ki so bili tudi zelo dobro sprejeti. Potem je tukaj Matjaž Bovčina, član ekipe Area arhitektov biroja, ki je obnavljala Plečnikovo hišo, pa seveda dr. Peter Krečič, ki je bil bivši direktor arhitekturnega muzeja, napisal veliko knjig o Plečniku, arhitekturi nasploh in skratka velik poznavalec Plečnikovega dela. Pa bi mogoče s Petrom kar začeli. Namreč naslednji teden imamo v Plečnikovi hiši zanimivo predavanje Brusa Berglunda, ki obravnava Praški grad, ki ga je v bistvu to obnovo je, če lahko rečem, tako vodil triumvirat Masarek kot predsednik, Alica kot človek iz ozadja in pa seveda eksekutor tega projekta arhitekt Jože Plečnik. Se pravi, Berglund se tukaj dosti zanimivo sprašuje o vizijah, nekih novih, tudi političnih vizijah, ki so povezane z arhitekturo. Mogoče Petra vprašal, kako te vizije lahko interpretiramo danes in kaj nam te vizije v smislu političnih pogojev, v katerih deluje arhitektura, družbeno-političnih pogojev, kako se lahko arhitektura na njih odziva in seveda kakšen vpliv ima politika in družba tudi na to. Hvala za besedo. Bom poskušal biti kratek, ker je tukaj še cela vrsta kolegov, ki mislim, da imajo Plečnikovo mnogo kaj povedati. Če začnemo z Brusom Berglundom, avtorjem knjige Praški grad, katedrala in torej malo kompliciran naslov je, torej arhitektura v času nevere oziroma arhitektura v času dvomov. Prikaže, o tem vabim, torej v tej priložnosti, da pridete tudi poslušati, ko bo profesor sam nekaj o tej knjigi povedal. Skratka, gre za to, da ima Masaryk o svoji politični viziji države neko zelo pomembno sliko. Ta slika temelji na morali, o čemer se pri nas zelo malo govori, ampak to je država morale, ki jo poskuša Masaryk vzpostaviti. Pri tem ima veliko zaslombo hčerke Alice Masarykove, ki je izrazito socialno usmerjena in kot direktorica Češko-slovaškega Rdečega križa v bistvu udejanja v recimo nekih nižjih slojih pravzaprav tudi to moralnost države, ki jo hoče Masaryk. Plečnik je pa tisti, ki vizualizira to državo. Se pravi, in daje državi, ki potrebuje nove simbole in potrebuje nove ideale, daje otipljivo obliko. Praški grad je odsev te politike Masarykove, Plečnikove sposobnosti vizualizirati politične cilje in pa Alice, ki stoji nekako med predsednikom in med Plečnikom in koordinira, spodbuja in je seveda je tudi na določeni, da tako rečem, izobrazbeni in vsakršni razgledanosti na ravni obeh teh dveh velikih mož. Skratka, sjajna knjiga, ki nas opozarja na to, da danes svet piše o Plečniku mimo nas, mimo naših informacij in da seveda tudi skozi oči tujcev znova in znova odkrivamo nekatere nove lege ali nekatere nove odkritja
o Plečniku, seveda o temah, ki so nam nekoliko manj znane. Praški grad je za nas še vedno nekoliko oddaljena tema, glede na to, da smo imeli Plečnika v Ljubljani in ga predvsem spoznamo v Ljubljani. Toliko o tem. Več, ko bo predstavitev v Plečnikovi hiši. Drugo, kar poučuje razstava in pa čemu je namenjen ta razgovor, je pa Plečnikovo opozorilo k državnosti. Čisto preprosto. Nove države, nastale po prvi svetovni vojni, so razumele, da je potrebno ustvariti nove simbole oziroma napraviti državotvorna jedra s pomočjo arhitekture. To je na Poljskem, v Varšavi in v Krakovu, ki je historična prestolnica, opravil arhitekt Adolf Žižko-Bohuš in je bila njemu posvečena cela razstava, ki govori natanko o tem. Poljaki so izumili za metodo, ki je uporabil Žižko-Bohuš, kostumiranje palač za to, da bi izražale državnega duha. Govorimo o Varšavi in o Krakovu. Nalogo na Češko-Slovaškem takrat opravi Plečnik, z osnovo, o kateri sem vam govoril. Jugoslovanski ali kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev pride na obisk k Masariku, na uradni obisk, in se čudi, kdo tako imenitne dvorane in vrtove in dvorišča dela pri njem. Masaryk pravi, je vaš državljan, profesor Jože Plečnik, ljubljanske tehnike. Prav, a res, a ja, ne vem za njega in tako naprej. In ga potem šele čez kakšne 3-4 leta pokliče na dvor. Pa ne zato, da bi ustvaril simbole v Beogradu, ki bi spet povezali te narode v neko celoto, ker bi bilo verjetno malo teže, kot recimo Čehe in Slovake. Ne, kralj od Plečnika želi približno 3 ali 4 zasebne načrte. Za Vilo Bled, za Volovski dvorec in za kočo na Krvi. In kaj Plečnik naredi v tistem momentu? On gre v Beograd, on pride nazaj, ampak on ima čas, da na to naredi Ljubljano. On ima čas za Ljubljano in Ljubljano domisli kot nove Atene, kot prepoznavni polis z Akropolo, Nekropolo in z vsemi elementi, o čemer je tudi pisal tujec, zelo lepo, profesor Bob Dick, letos januarja že pokojni, ki je dokazal, da imamo natanko iz atenskega inventarja preneseno Ljubljano v neki novi funkcionalni povezavi in funkciji, nove Atene. Plečnik sam naslovi knjižico, ki jo tele komentira, njegove načrte za prenovo Ljubljanskega gradu, grad ljubljanski, slovenska Akropola. Z drugim besedam, Ljubljana je samo polis, vendar je polis mišljen v tem razširjenem slovenskem smislu. Tu odseva se, po mojem presoji, ta Plečnikov državotvorni element v njegovi arhitekturi, čemur je potem sledil še en poskus z oktogonom na grajskem griču oziroma vrh griča na mesto stare stavbe in potem njegova ideja o katedrali svobode. To je v bistvu tisto, čemer bi jaz imenoval Plečnikov državotvorni opus. Hvala lepa, Peter. Mogoče Andrej, vi ste letos izdali izredno zanimivo knjigo Simboli v Plečnikovi arhitekturi, ki nagovarja bralca s skritimi, včasih tudi nevidnimi načini branja njegovega dela. Da bi pa mogoče nas zanimali, če se vam zdi, da je današnja arhitektura sposobna ujeti mistične, ne na prvo žogo brane kontekstualizacije, oziroma kje se skriva simbolnost v arhitekturi danes? Ja, res je, jaz sem napisal eno knjigo o tem simbolizmu, ne zaradi tega, da bi nekako razlagali, kaj je kdo mislil, ampak da bi opozoril pravzaprav na to, kako bi rekel, dvoumnost v bistvu te simbolike, ker v slovenskem jeziku mi pod simboli nekako razumemo nekaj, kar bi morali razumeti kot znak. To se pravi, mislimo, kaj ta simbol pomeni in tako naprej. Ampak če bi se res poglabljali v bistvo simbolov, bi videli, da znaki točno nekaj pomenijo, medtem ko simboli seveda so tisti, ki se nam kažejo in
nas izzivajo, da si mi sami nekaj o njih mislimo in da mi sami njim damo nek pomen. In da je to en izmed principov, mogoče, ki je bil malo spregledan pri Plečniku, da je on z vsemi temi bogatstvom teh oblik in teh, bom rekel, stebričkov in tako naprej, s tem jezikom arhitekture in pravzaprav nas izziva, ne, da bi si mi do njegove arhitekture ustvarili nek pomen, to se pravi, bi nam nekaj pomenilo in bi ga zato cenilo. Skratka, njegovo arhitekturo jaz delim pravzaprav na dva dela, na tisto, kar se nam kaže, ne, to se pravi, ko nas on za svojo lupino v bistvu skuša prepričati, da si pridobiti, ne, ali kako bi rekel, začarati, lahko, če želite, ampak če pa gledamo strogo arhitekturno, je pa tisto, kar je, bom rekel, odlika njegove arhitekture, je pa koncept sam, ki je pa vedno popolnoma drugačen, kot je običajen in tukaj je izjemno inventiven in ne samo, bom rekel, na teh najbolj znanih objektih, ampak tudi smo imeli, sem enkrat klele predaval o teh šancah, ne, kako je tudi na enem takem majhnem projektu v bistvu narejena ena izjemna inventivnost. Jaz vam tudi lahko rečem, recimo, danes sem bil v teli šoli, osnovni šoli v Šiški, ne, osnovna šola v Šiški noben je pravzaprav niti ne opazi in noben si nič ne misli o njej, ne, ampak tudi ne zgleda ne vem kaj, ne, ampak če pa vi pogledate, kakšna je zasnova te šole, kakšen je koncept, kakšne je, da tam prvič naredi v bistvu ta široki koridor, ne, v drugem nadstropju in tako naprej, kako greš v to šolo, se dvigneš, v bistvu, ker je ona malo nižje od terena, skratka, ko prideš v pritličje, je seveda tudi klet, že bi rekel, skoraj pritličje in je v bistvu pritličje, v bistvu že skoraj prvo nadstropje, se skratka pogulfa eno etažo in potem greš ti po nekih stopnicah in prideš v prvo etažo z enim ogromnim holom, ki pa seveda ni blazno velik, zaradi tega, ker so noter te zelo mogočne stopnice in v naslednjem holu, ne, ki pa je v drugem nadstropju, pa je on potem naredil kapelo, ker tam Zgornji Šiški ni bilo cerkve, ne, in je naredil ponovno druge stopnice. Skratka, ti ne greš po stopnišču kar tako iz enega nadstropja v drugega, ampak ko prideš v prvo nadstropje, greš preko celega hola, zato da bi prišel do konca hola in tam šel v druge stopnice in šel potem gor v višje nadstropje, kjer pa nenadoma ni več stebrov, ni več nič, je en sam velik odkrit prostor. Takrat so celo rekli, da je to bilo za 1200 ljudi, ne, in tam je dal kapelo in tako naprej. Skratka, to je tako malo pretirano, dobro je teh 1200 ljudi, ampak cel koncept, kako vi v to šolo pridete, je malo podoben, ko je v tistem času, recimo Corbusier delal tiste hiše v Parizu, ko ti greš, prideš noter, greš diagonalno čez prostor, tam greš po stopnicah na en višji nivo, greš spet diagonalno čez prostor, skratka, ne greš po stopnišča kar tako gor, ne, in tako naprej. Skratka, tudi v taki šoli ali pa takem objektu, ki bi rekel človek, sej tam pa res nič ni, ne, v bistvu, če iščeš, najdeš v bistvu izjemne, bom rekel, inovativne zasnove, no, ali pa koncepte. Kar se pa tiče seveda tega državotvornega, ki je bilo tukaj nekaj rečeno, bi pa rekel eno zadevo, ne, ko je Avstro-Ogrska razpadla, so se pojavile te nove države in vsi so nenadoma imeli neko zamisel, ne, zdaj pa tista arhitektura, ki smo jo mi na Dunaju se učili, ali pa recimo pri Wagnerjevi šoli, ne, tista Wagnerjeva arhitektura je pravzaprav izraz nekega nemškega nacionalnega nacionalizma. Mislim, to ni naša arhitektura. Mi ne moramo zdaj jeti v Prago, v Budimpešto in tako naprej, v Ljubljano, če hočete. In zdaj bomo nadaljevali za to arhitekturo, zaradi tega, ker so oni imeli to za nemško arhitekturo. In imeli so občutek, da se morajo nekaj zdaj izmisliti. Ne? Tako, kot se je Nemčija zmislila za ta ekspresionizem, ne? Tako kot so se Čehi, bomo rekli, zmislili kubizem, ne? In kakor so se Madžari tudi zmislili svoj nacionalni slog, ki že malo prej, ki je bil nekako na bazi še v okviru, bomo rekli, secesije, ne? Ali kakor je enkrat Achleiter rekel, internacionalni slog je dosti bolj raznolik po državah, kakor so te nacionalizmi
ki so na Madžarskem ali v Romuniji ali pa na Finskem bolj podobni, ker so tisto, kar ne bi jih združevalo. Skratka, oni vsi so imeli en občutek, da je treba se nekaj izmisliti. In pri nas smo imeli seveda Vurnika, ki je zato na Miklošičevi cesti s to stavbo, ta rodečo, rekel, zdaj bomo mi tudi se nekaj izmislili. Tista stavba je tako, da je mal češkega kubizma na fasadi, mičkenje, celo vpliva nemškega ekspresionizma, če želite. Potem je ta ornament, ki je pravzaprav v svojem bistvu še vedno secesijski in je v bistvu redukcija enega slovenskega nageljna in tako naprej. To je totalna katastrofa. Za Plečnika se tako ne dela. Tukaj v tem smislu teoretično gledano je on neverjetno blizu losu in tem razmišljanjem, ko reče los, slog si ne izmišljujemo, slog je tukaj. Mi ga moramo samo prepoznati. Ni treba se nič več zmisliti. In poleg tega nacionalno gibanje iz 19. to je nekaj romantičnega iz začetka 19. stoletja, to je premalo, da bi to dejansko vplivalo na eno resno arhitekturo. In Plečnik seveda, kako bi drugače, reče, mi smo pravzaprav Slovenci torej neki potomci enih drugih narodov, smo mogoče Veneti, smo mogoče Etruščani in tako naprej in to mu zelo fino pride, torej mu hodi na roko, ker potem on ugotovi, da pravzaprav, če vi berete, kaj je zdaj s to etruščansko umetnostjo, te etruščanske arhitekture, predvsem razen določenih ostankov in tistih nagrobnikov, pravzaprav jih ni bilo, se ni nič ohranilo, zato ker etruščani so templje večinom gradili v lesu in mi ne vemo, kakšni so bili. In edini zapisi, ki pa jih imamo, so pravzaprav v Vitruviju, to se pravi v najstarejšem tekstu iz rimske dobe, ki se je ohranil in govori o arhitekturi. In zanimivo je, da Vitruvij začne govoriti o teh slogih, seveda o grških slogih, se pravi dorski, jonski, korintski slog. In šele na koncu, v nekjeri knjigi in kjeremu poglavju bolj na koncu, se on ukvarja posod piše z etruščansko umetnostjo. In kako je bilo s temi Etruščani in on zelo natančno skuša opisati, kako je bilo, da je bilo malo drugače, pa da ni bilo tako dobro, pa da je bilo bolj grobo, pa ne vem kaj. Ampak v resnici pa on ni nikoli uporabil besedo Etruščani v latinščini, ampak Toskani. To se pravi, da tisto, ko govori Plečnik, mi smo Etruščani, o tem Vitruvij govori, to so Toskani, to je toskanski slog, to je tisti slog, tista arhitektura, ki je res nastala v Italiji, ki ni bila potem v rimski dobi, bom rekel, izvožena iz Grčije. In zato boste videli posod, takrat, kadar so morali biti v Ljubljani, ki je Plečnik delal, stebri zelo veliki, ali pa jih je bilo zelo mnogo, so bili zmeri toskanski stebri, to so bili najbolj enostavni. In on nenadoma reče, sej mi smo legitimni nasledniki, če smo mi Etruščani, to je naš slog, mi lahko v njem gradimo, ne bomo se zdaj izmišljevali nekega novega nacionalnega sloga, če imamo tega. To se pravi, to je ena taka prva zadeva. Druga zadeva je seveda, da je on še preden se je prišlo do ideje za Praški grad, je že ga klical Hribar in je hotel narediti, če bi Ljubljanski grad prezidali, odnosno preuredili za nekakšen grad za kralja, da bi imel jugoslovanski kralj, tako kot je recimo v Španiji to navada, da ima kralj v vsaki prestolnici svoj grad in ga potem trikrat kronajo, bi ga v Beogradu, v Zagrebu in v Ljubljani in tako naprej, kako bi se ta povezanost dosegla. To ni, do tega seveda nikoli ni prišlo in šele potem, skratka, Plečnik je o gradu, kot državotvorni v Ljubljani prej razmišljal kot v Pragi, ampak dobre, te stvari so bile nekako so se pač zgodile, kot so se zgodile in potem je šele po drugi svetovni vojni imel to priložnost, ki pa jo je, njega so prosili za parlament, ampak on je za nalaž naredil še
začetka 47. leta projekt na Ljubljanskem gradu, ta oktagon, ki je nekako hotel zaključiti, še zadnji poizkus, ne, mogoče bi pa le lahko na tej Akropoli še nekaj naredili in potem je naredil tisto pač na željo seveda Kozaka in teh nek projekt, za katerega niti ni več računal, da bi ga uresničili. In potem, čeprav je politika, povojna, si je zelo želela prav ta katedrala svobode, da bi jo zgradili, samo čim je bil ta projekt narejen, je prišel Informbiro, vsi krediti so padli, Rusi so nas blokirali, bila je spet blazna beda in ko so naslednjič o tem razmišljali, je bil Plečnik že čez 80 let in ni več mogel. V Ljubljani ravno te dni poteka festival Future Architecture in naslovi posameznih sklopov predavanj so dosti, tako bi rekel, kulturno-politično korektni, zelo bi lahko rekel modni, o oblasti v arhitekturi, arhitektura je človeška, prostor in percepcija, skupni prostori, vizija javnega prostora v globalnem kontekstu, inkluzivnost in tako dalje. Tako da gre za aktualne teme, ki usmerjajo našo pozornost jasno k reševanju družbenih vprašanj, pa bi zdaj mogoče tebe vprašal, tudi Plečnik je živel v nekih družbenih kontekstih, ki so sobivali ob njegovem delu. Kako lahko danes arhitektura vpliva na družbene kontekste in seveda obratno, kako le-ti definirajo arhitekturo danes? To bi v bistvu se lahko usedel pa začel razmišljati po odgovoru čez pol leta. Jaz mislim, da je zelo preprosto. Arhitektura tako vpliva na družbo kot danes, kot je vplivala pred 1000 leti, pa pred 500 leti. Jaz mislim, da ta vloga se dejansko ni kaj bistveno spremenila. Mislim, arhitektura kot disciplina je imela vedno družbeno vlogo in je v bistvu bila vedno gonilo, eno izmed gonil pomika družbe naprej. Zdaj, kakšni so bili ti načini, so seveda bili različni, odvisno od zeitgeista, odvisno od tega, kje, na kateri lokaciji, v katerem okolju, v katerem času. Zdaj, čeprav tako pogledati oziroma vzpostaviti relacijo med Plečnikom in državnotvornimi projekti, pa tem, kaj se dogaja danes, bi najprej rekel eno stvar, ki je po moje nujna. Kaj arhitekt dela? Arhitekt v bistvu ni sociolog, ni v bistvu, ne vem, politolog, ni v bistvu umetnostni zgodovinar. V bistvu arhitekt projektira. Arhitekt projektira prostore in ti prostori se potem uporabljajo in ti prostori v bistvu lahko vplivajo na družbo in ti prostori lahko tudi na koncu definirajo državo. Hote ne uporabljam izraza objekti, ampak prostori, ker pač prostor je mestni prostor, v katerem so objekti, ali pa je prostor, v katerem smo mi zdaj notrno, pač prostor stavbe. Zdaj, da bi v bistvu pogledal na Plečnika na tak način, da bi ga lahko razumel kot arhitekt, kaj moram narediti. V bistvu ga moram demistificirati. V bistvu moram pogledati, kaj je pri njemu uporabnega na tak način, da se lahko jaz kot arhitekt od njega naučim in tudi razmišljam, kako bi lahko to stvar uporabil pri, po tem primeru, svojem delovanju. In zdaj, in če to razumem, če razumem, to, kar je Andrej prej rekel, koncepte tega, koncepte njegovega dela, potem lahko tudi razumem, kaj je on želel narediti in v bistvu kakšne so tiste tehnike, ki bi v bistvu pomagale, da na koncu bo ta prostor postal lahko na koncu državotvoren. Zdaj, recimo, če dam samo en tak primer, mislim, upam, da sem dovolj jasen. Recimo, pri Plečniku je značilna sekvenčnost prostora, ali pa, dajmo reči temu, dramaturgija prostora. Dramaturgija prostora, vemo, kaj pomeni. Pač pomeni, da v bistvu imaš sekvenco ena, ki je določen
ki ima določen prostorski učinek, ki se nadaljuje potem v sekvenco 2, sekvenco 3, sekvenco 4. To razumeti, to je v bistvu tehnika za projektiranje. Zdaj, če jaz to razumem, kaj lahko naredim? V bistvu naredim prostorske sekvence, ki bodo skozi to tehniko sekvenčnosti imele relacijo do plečnika. In to je tisto, v bistvu, kar recimo mene zanima. Tak popolnoma suh, pragmatičen pristop, ki na nek način proba razumeti bistvo. In zdaj, če grem na sodobnost iz tega. Pred enim tednom, če porabim ta primer, sem se vrnil iz Chicaga, kjer je ta Architecture Biennale, ki ima pomenljiv naslov Make New History. In je zanimivo to, ker ta Make New History ne gre več za to, da bi delal, kot je delala postmoderna, posnemal historične vzorce, jih reinterpretiral, se ukvarjal v bistvu z oblogami oziroma z backlightingom, ampak v bistvu gre za to, kako lahko z novimi projekti, z novimi pristopi se uvrstiš v ustvarjanje današnje zgodovinske, oziroma današnje zgodovine, današnje plasti, ki bo potem postala zgodovinska. Samo kot medklic, v bistvu je zanimivo, ker na celi razstavi ni enega parametričnega projekta. Ni enega projekta, ki bi bil proizveden, dajmo reči temu, izključno samo z digitalnimi tehnikami. Torej, če končam to, če bi iskal relacijo današnjega prostora, današnjega okolja, današnjega početja arhitekta danes, bi imel pač popolnoma kot preprost odgovor. Arhitekti lahko delamo družbo samo s tem, da ustvarjamo prostore. Jurij Kobe, nekateri tvoji projekti, arhitekturni projekti praktično sobivajo s Plečnikovo dediščino, so praktično v konstantni interakciji. Kako ti gledaš na to branje njegove arhitekture, predvsem v smislu današnjega časa neoliberalizacije teh kompleksnih kategorij, socialne diferenciacije, skratka vseh tistih elementov, ki nas obkrožajo, pa mogoče tudi glede na to, kar je Boštjan prej povedal, kako to razumevanje, ta sobivanje, ne branje, pa ga v bistvu reinterpretirati, ampak kako v bistvu sobivati s takimi stvarmi in jasno z sodobno arhitekturo, ki se ustvarja danes. Zdaj, jaz ne vem, če bom kaj novega povedal. Pravzaprav si ravno kar ti rekel, že zelo veliko. Arhitektov posel je brati prostor in ustvarjati prostor. In jasno, da moramo tisti, ki želi zares brati, tako kot če bereš roman, ti bereš oboje, bereš formo in bereš tisto, kar je med vrsticami. Oziroma bereš tudi osnovno misel enega romana ali pa česarkoli, ene muzike. Poleg tistih trilčkov pa tako naprej. In ti si lepo rekel, tvoja naloga je prostor analizirati, prostor videti in jasno svojim besedam naprej početi to, kar je tvoj posel. Saj smo zato se učili, zato smo obrtniki. Mene tukaj nekaj drugega zanima, kar je Peter načel, oziroma prvo vprašanje, arhitektura in družba, ali pa po drugi strani družbotvorna arhitektura. Prej si ti omenil Hribarja, da je poklical Plečnika, pa malo ga je Aleksandr poklical. Potem pa vidimo, jaz sem prišel tudi zato, da bom kaj izvedel. Govorimo Matko Prelovšek pa Plečnik, pa sta delala Ljubljano. A je bil to kakšen širši koncept, ali je bila to njihova osebna zabava? Namreč, mi vemo, da je bil po drugi svetovni vojni, oziroma po koncu NOB-ja, je bila jasna
vizija državotvornega prostora, ne arhitekture, ne, vizija prostora v geografskem, to se pravi v globalnem smislu in v enem ožjem smislu. Skratka, gradili smo nova mesta, gradili smo infrastrukturo, gradili smo poleg industrije, stanovanja in tako naprej, tudi arhitekture, ki so državotvorne, ki jih še danes uporabljamo. Ne. Mi imamo danes še zmeri Cankarjev dom, še zmeri imamo parlament, še zmeri imamo klinični center, ki so državotvorne ni prostori. Od takrat naprej nimamo ničesar novega. Mi samo še rešujemo. Železnica, drugi tir je reševanje trenutne potrebe. To ni vizija, kot je bil cestni križ čez Slovenijo, ki je iz 80-ih let, ali pa, ne vem, GUP 66, generalni urbanističen plan Ljubljane, ki je zarisal avtocestni obroč okrog Ljubljane leta 66. Ne. Tako da mogoče sem tisti na prvo tvoje vprašanje odgovoril zelo na hitro, ampak jaz ne znam več odgovoriti. Ampak bi rad to vprašal mogoče, kdo ve. Imam kratko repliko. Plečnik sam s Teletom in Matkom Preloškom ne bi najbrž napravil nič. Njegova vizija novih Aten se je takrat sprijela z romantično miselnostjo slovenske politike, ki je šla iz prvih političnih strank. Pa je kakšno ime za? Recimo Anton Korošec, recimo Dinko Puc. To je bila vsa generacija, ki je bila takrat stara približno 50 let ali pa še malo več, ali pa Žerjav, recimo, ker je bil recimo liberalen politik. To so vsi ljudje, ki so pravzaprav z eno nogo še stali v taborskem gibanju, ki so bili še vsi polni nacionalnega zanosa, tazga, kot ga kaže recimo še Hribar v svojih spominih, ne? Ko ponosno pove, da smo imeli najprej samo nemške napise, potem je dosegel, da so bili nemško-slovenski in potem na koncu prav moje dobe so bili pa samo še slovenski. Ne? Se pravi, nek nacionalni duh, ki je takrat ustvaril celo generacijo modern. Govorimo o Jakopiču, o Cankarju, govorimo o Izdorju Cankarju, o plejadi ljudi, ki je prihajala z velikansko ustvarjalno močjo in Plečnik je bil zadnji, ki je prišel v Ljubljano, vsi drugi so bili 1910 že vsi v Ljubljani in se Plečnik potem s svojim programom, kot veste, Ljubljano najprej Ljubljanco hotel prekriti, ne, da bi napravil avenijo, potem pa on hitro preuredi te svoje načrte in leta 1928 ima na mizi kompleten načrt, ki pa je izredno dobro legel na politično razpoloženje. Katerekoli politike, on sploh ni imel uvere v Ljubljani. In potem je pa seveda tudi še svoje zaveznike, študente, ki jih je razporedil na pametna mesta, v mestni upravi in seveda tudi na Banovini, namreč brez Vinka Glanca najbrž nuka ne bi bilo, vsaj ne tazga kot je. Ne. Skratka, Plečnik je imel neko izredno srečo, da se je srečal in z Masarikom situacijo na Češkem in v Ljubljani, kjer je bil pravzaprav prostih rok. Jaz bom rekel še celo neki morda eno blasfemijo. Ne. Plečnik je bil na Dunaju prava evropska zvezda. Ne. Z ureditvijo razstave v Pratru, z Cjahrlovo hišo se je vpisal med velike že na Dunaju, to so vsi vedeli in tako je tudi tisk pisal. Na videz so on stopil v Prago, kot se stopil v neko provinco, glede na Dunaj je bil Praga bila provinca, ne, in ob velikanskih delih na Praškem gradu Evropa komaj kaj ve. To je bila stvar Slovencev in Čehov. In naredi še en korak, gre še v hujšo provinco v Ljubljano, ampak vsakeč boste videli, na Dunaju ima eno palačo pa nekaj vil, na Češkem en grad in eno cerkev, ampak popolnoma drugačnih dimenzij, ko pride v Ljubljano, ima pred sabo celo mesto. Se pravi, ves čas hkrati tudi napreduje. Ne? V tem smislu in seveda ima srečo, da je politično in kulturno razpoloženje v bistvu tako, da ljudje živijo v takih dimenzijah. V dimenzijah, kot živi Masaryk, svojo moralo in državno vero, z Alice, ki ga vsem razume in podpira in v nižinah rešuje socialne probleme, in ima v Ljubljani pripravljeno, se pravi, humus je bil že tukaj nepolitičen in Plečnik praktično ni imel opozicije. Razen mlajših arhitektov, ki poskušajo potem se svojo linijo. Se oproščam, ker ima
še mlajši. Ja, ne, sigurno, ne, zelo zanimiva intervencija. Pa dam mogoče še Matjažu malo besedo. V bistvu tvoja ekipa Studiarja je pač prenavljala Plečnikovo hišo, dobila za to kar nekaj nagrad. Skratka, vi ste do dobra spoznali njegov del, pa ne bi mogoče samo v tem, ampak bi me mogoče malo bolj zanimalo, oziroma verjetno tudi vse nas, kako mlajša generacija gleda na te družbene kontekste, arhitekture, to, kar smo se prej pogovarjali, ustvarjeno nekega prostora, kakšne so sploh v bistvu priložnosti, ampak tudi v bistvu, kako diha ta generacija z časom, ki ga v bistvu zdaj nekako obkroža in v bistvu more v bistvu priti do velikih, večjih naročil, kakšna je ta zgodba in kako v bistvu gleda na te kontekste. Hvala za vprašanje. Jaz mislim, da se moram kar opravičiti, ker ne vem, če sem tipičen predstavnik te generacije, ne. Se bolj čutim človek nekega starega sveta v tem pogledu. Ne. Tudi se moram zahvaliti za vsa ta krasna izhodišča, ki jih imate. Ne. Ampak če povem najprej, da sem imel to srečo, da sem do Plečnikove hiše prišel že z nekim znanjem, pa vsaj z neko iluzijo, da mogoče vsaj en kanček razumem Plečnika. Ne. In ta izhodišča, ki smo jih danes slišali, državotvornost, simboli, pa tudi to, če rečem, ima grobo presekanost, ne, da nas to pravzaprav ne zanima, nas zanima to Plečnik kot arhitekt. Ne, in moram priznati, da recimo moj prvo srečanje s Plečnikom je bilo na gradu, ko je bila razstava, ko sem prosil očeta, da me kot srednješolca pelje na Praški grad, da bi to videl in seveda tudi dosti let kasneje še pravzaprav nič nisem razumel o Plečniku, ker sem vedno bral o temah, o katerih tudi danes razgovarjamo, državotvornosti, simboli, kult osebnosti, če hočete. Ne. In zato se mi zdi najbolj zanimivo to, kar ste izpostavil koncept. Ne. Koncept. Pri Plečniku razumeš koncept, pa če se zdaj navežem še na te, takrat, ko si projektant, verjetno, ne. In ko te zanima arhitektura, kot prav srčika arhitekture. Ne. In šele takrat sem začel razumeti Plečnika, ko sem, bom rekel, ga slekel, no, ali pa slekel njegovo arhitekturo in videl, kaj pomeni kot koncept. Bi pa še nekaj izpostavil, kar mogoče ni bilo rečeno, ali pa se samo meni zdi, bila omenjena mistika. Če je še kaj mistike danes v arhitekturi, jaz mislim, da je vedno manj. Mogoče zato kriva tudi moderna, ki je tako grobo presekala z mistiko, ne samo v arhitekturi, ampak tudi v poeziji ali pa v umetnosti sploh, ne, se o čustvih skoraj ni smelo govoriti, mogoče se to prebuja tudi v literaturi, ker imam večkrat izkušnje z njo. Nekaj se mi zdi, da dela Plečnika recimo večnega, ne, o tem smo večkrat tudi govorili, ki pa ni samo koncept, ne, ki je nekaj, kar je še nad ali pa podstat tega koncepta. Ne. In to je to večno, se mi zdi, da se pri vsakem projektu on sprašuje, kaj pravzaprav počne. Ne. Ko dela most, se vpraša, kaj je most. Ko naredi hišo v Trnovem, se mi zdi, da, in to je bistvena razlika z današnjo generacijo, da te hiše ne vidi samo kot proces ali pa samo kot nabor metod, s katerimi lahko dela, še manj jo vidi kot estetski objekt, ampak se vpraša, kaj je hiša, ne? Kaj je pravzaprav hiša. In ta znan insert iz tega pisma, ki piše Janu Kočerju, mislim, da že leta 1908, ko mu napiše, že 20 let ali že desetletja razmišljam o hiši, ki naj bo stolp in tako naprej. Ne. Spravi, to pomeni, da je preden zgradil hišo, je imel to vizijo prah hiše, recimo, že 40 let recimo v glavi. Ne. In to se mi zdi pri njemu fascinantno, no, da ta arhitektura niso samo koncepti, niso samo prijemi, niso samo simboli, ampak so nekaj, kar gre globlje, kar gre v srčiko teme, kar gre v srčiko objekta ali pa prostora ali pa tega. Zato lahko naredi most, ki je trg, zato lahko naredi staremu mostu, da 3D tromostove, zato lahko naredi trg, ki je pravzaprav skoraj park, ki ima drevje, ne? In zato lahko naredi hišo, ki je stolp. Ne? In če tle izpostavim eno zanimivo paralelo, ki pravzaprav mi je odstrl Dušan Šarotar, naš pisatelj, ne? Ko sem mu pripovedal o Plečnikovi hiši, je rekel, ja, veš, to je pa zelo zanimivo, ne? Ker stolp si je gradil tudi Jung. Ne? In če greste vi prebrati, kako Jung opisuje svoj stolp, ne? Seveda z čisto drugega stališča, ne? Boste videli, da sta si s Plečnikom zelo sorodna. Ne?
Jung je najprej zgradil stolp, potem se je zgradil eno dependanso, ker ga je v stolp utesnjeval, ne. Potem se je zgradil še en zimski vrt, ne. Tako da to so ljudje, ki se pravzaprav sprašujejo o recimo prapočeljih ali pa praidejah prostorov, če uporabim to besedo, ne. In zato se mi zdi, da je Plečnik večen, ne. In zato se mi zdi, da ostaja mističen, ne tudi zaradi svoje, dajmo temu reči, bipolarne osebnosti, ampak predvsem zato, ker ga tudi ko koncept prostorski razumeš, še vedno nisi dojel, no. Skratka, moraš se malo odpreti, kot se moraš odpreti mistični poeziji, ne z razumom samo, ne samo z analizo, ampak pravzaprav z neko osebno izkušnjo, no. Zato pa rabiš leta verjetno, no. Zato ga toliko časa nisem razumel, če ga sploh še razumem. Jaz sem hotel prej malo pokomentirati, ki je bilo rečeno, s kakšno vizijo je pravzaprav se Plečnik loteval Ljubljane, ne? In vi ste pa našteli te politike in gor in dol in tako naprej. Jaz bi pa rekel nekaj, ko je bil ljubljanski potres, ne, smo se mi nekako učili, pa tudi iz Hribarjevih spominov, ne, se mi zdi malo izhaja, da takrat so Slovenci že postali precej močni, ne, in Hribar je pazil zelo, ko je bil župan, da bi ne bi delali nemški arhitekti, ne, da ne bi, vse bi morali pač Slovenci, ker jih pa ni bilo pa Slovani, ne, se pravi, če je bilo le mogoče, ne, to se pravi, nič dati Nemcem, ne. Poleg tega je on, kot vemo, tudi veliko hiš podaril, ne, ker jih ne bilo treba, samo zato, ker so bili pač simbolno nemški, ne, to se pravi tudi ta deželni dvorec, ker zdaj on snuk, ne, je bila pač Auerspergova palača, to ne bi bilo treba podreti, tudi tistega, ko je že liceja, ne bi bilo treba, saj so še 4 leta po potresu so poučvali po njem, pa so ga pa podrli, pa tako naprej. Skratka, ogromno palač je Hribar zavestno rušil, ker so bili za njega simboli nemštva, ne. In tako naprej. In potem smo mi tudi vedno radi govorili, in po potresu so slovenski kapital je gledal naprej, ne, to se pravi, je vedel, da je prihodnost je njihova, ne, so se obrnili na secesijo, ki je bila zelo, recimo, modern, napreden slog takrat, medtem ko se je nemški kapital, ki je bil zazrt v preteklost, si je gradil pa seveda po potresu pač hiše, ki so bile v historičnem slogu, ker so bili pač bolj, bom rekel, usmerjeni nazaj, ne, na tisto preteklost in tako naprej. To je eno tako prevladujoče mnenje, ki ga danes imamo, ampak Plečnik je imel pa tudi malo drugačne mnenje. To se mi zdi zelo zanimivo, namreč v eni anketi, ki so leta 1905, je on napisal en precej dolg članek, hoteli so ga spraševati, kaj si mislil o Prešernovem spomeniku, on v Prešernovem spomeniku ni hotel nič reči, ne, takrat je bila pač, je bil škandal, se to mogoče vemo, ne. Ampak je rekel, da se njemu zdi najbolj grozno, da so po potresu pravzaprav popolnoma pokvarili Ljubljano, ne. On ni se strinjal s tem, kot Hribar govori, sem Slovane privlekel in tako naprej. On je rekel, ne, oni so pa v resnici, je pa velika večina arhitektov, ker jih v Ljubljani nismo imeli, so prišli iz province avstrijske, torej največ z Graca in tako naprej, z Dunaja je že bolj malne, Fabijani recimo, ampak drugi so prišli drugorazredni arhitekti iz okolice, nemški arhitekti, ki so nam spremenili po potresu eno prekrasno slovensko Ljubljano v eno provincialno avstrijsko mesto. Ne, torej, to je bilo, in to je bilo v bistvu res, ne. Torej, če vi gledate, koliko, ki so cerkve obnavljali, ne, je bil tale Raimond Jeblinger, ki ga je še posebej sovražil Plečnik, ne, on je recimo ta, kaj je Šentjakobsko cerkev, eno najlepših baročnih cerkev, ki je danes gleda tako neki kvazi, ne vem, historična zadeva, vi ste šokirani, ki greste noter, ki je tisti prekrasen barok, on je pa podaril dva turna, pa dal enega par kraj, pa v eno tako res kvazi historični slog je to oblekel, res popolnoma neprimerno. In ta isti Jeblinger jih je naredil še ogromno, ne, mislim tudi to Trnovsko cerkev, ki jo je Plečnik tako ni mogel gledati, mislim, da je v svojem ateljeju zastrl okno, ne, če gledate stare slike, ni hotel videti cerkve, ne, ampak ne zato, ker bi bil proti cerkvi, kakor se danes pač tako interpretira, ampak zaradi tega, ker je bil proti skrunitvi cerkvene arhitekture sa strani enega amaterja Jeblingerja, ne.
In zdaj, če gremo to gledati v tem kontekstu, je vse, kar je Plečnik v Ljubljani naredil, je hotel v bistvu povrniti v bistvu nekaj tistega sijaja, za katerega je on bil prepričan, da je Ljubljana zgubila kot mesto med Dunajem in Benetkami. To je tisto mesto, ki je že na pol poti do Mediterana, to je 50 km baje zračne razdalje smo mi od morja, ne? To je tisto mesto, kjer se morje sicer ne vidi, se pa že duha, kakor bi kdo rekel. Ne? In zaradi tega, v tem kontekstu je treba razumeti, kako je Plečnik, naprimer, delu Tromostovje, da je izrabil tiste zakon, ne, da na javnih prostorih mora biti stranišče, pa je dal na spodnjo etažo samo zaradi tega, da je dobil na vsaki strani teh profilov tiste stopnice, ki grejo dol, zato da je dobil profil ali pa portal mosta spominja na Benetke. On hoče reči, mi smo že skoraj tukaj. Ne? In ko on postavi, namreč Benetke, značilnost za Benetke je to, da hiše rastejo iz vode. Ne? In edini del, ki je bil v Ljubljani, skoraj v vsakem kraju na svetu se reče Benetke, ne, je bilo prav tam, ki je zdaj spodna nama, ne, ali kako, ne vem kako tam zraven, tam so bile hiše dejansko, ki so rasle iz vode in se je celo včasih reklo v Ljubljani, to so ljubljanske Benetke, ne, in ker so potem naredili skratka ta betonski zid od Alfreda Kellerja in tako naprej, ni več to bilo, ampak je zato na drug stran pa zgradil tržnice dejansko na tem opornem zidu, da se tudi tržnice v bistvu dvigujejo iz vode. Skratka, to so bili taki njegovi, kako bi rekel, principi, kako je on skušal popravljati, ne, da bi nazaj, da bi Ljubljana spet imela ta pridih med Dunajem in Mediteranom, ne, kar je bilo njemu seveda zelo všeč in potem še te dobre in Truščani in tako naprej in vse te zadeve, ampak to je bil en izjemen tak koncept, ne, kako nazaj dati tisto, kar je tipično za Ljubljano in potem je enkrat, sem že pozabil, Stele, ne, napisal, ko je mislim, da pisal prav v tem njegovem urejanju Ljubljane in on je rekel, on je proti temu, da bi bila Ljubljana takšna, kot so vsa druga evropska mesta, ne, da bi tam uvažali vse te sodobne stavbe, ampak on bi si želel, da je Ljubljana Ljubljana, da je nekaj popolnoma samosvojega. In mislim, da je to en zelo zanimiv koncept, če vi vidite, kaj se danes na svetu dogaja, da so vendarle vsa letališča danes že enaka in po celem svetu je vse, ne, enako in imate vi tiste Dubaje in tako naprej, ki gradijo tiste blazne stolpnice, ne da bi seveda se kdo zavedel, da ta stari del Dubaja je pa zelo lepo ohranjen in še vedno takšen, kakor je bil včasih. No? Ampak skratka, evropsko mesto kot tako je ena neverjetna kvaliteta, ki jo nikjer drugje v svetu ne morejo narediti. Ne? Na Kitajskem ponarejajo tiste švicarske vasi, pa delajo Eiffelove stolpe, pa take zadeve. Zato, ker to je kvaliteta, ki jo imamo samo mi v Evropi. In če pa imamo mi v Evropi še eno tako, bom rekel, evropsko mesto, ki ima pa še svoj karakter, je pa to še večja kvaliteta. In meni se je to je v bistvu koncept Plečnika. Ja, mislim, da je tale razmišljanje zelo na mestu, torej stavbe, ki raste iz vode, ne. Temu lahko mirno rečemo še Plečnikov projekt za Odeon, ki raste tudi iz vode in sedež Akademije znanosti in umetnosti, ki bi zaprl novi trg, ne, tam, kjer so stavbe nekoč že stale, pa so bile v potresu podrte, no in tam bi bil sedež, ki prav tako seveda gre neposredno iz vode, raste stena sedeža. Treba bi bilo tudi samo še nekaj dodati, ne. Kaj Plečnik pomeni v primeru recimo vizavi Fabijanija in njegovega urbanističnega načrta. Ne? Fabijani izjemno dobro razume urbanizem, sam se ponudi Ljubljani takrat po potresu, da naredi in Hribar lepo napiše v svojih spominih, ne, da je svetnikom Fabijanov načrt bolj ugajal kot Citev, ki je bil dejansko bolj napreden, ampak čisto po naključju so se odločili za Fabijanov, ker niso urbanizma dobro razumeli. Fabijanov načrt je zelo daljnoviden po eni strani, po drugi strani pa restriktiven. Fabijani gleda Trst na eni strani, na drugi strani Dunaj, Ljubljana, torej 4 nadstropja, gabariti in s tem je določil višino mesta. Ne? Kaj pa Plečnik naredi?
Ta prva stvar, ena prvih, ki jih naredi v Ljubljani, poleg recimo pustimo tistega dom duhovnih vaj na Zarnikovi, ampak recimo Cerkev v Šiški, postavi v neko predmestje popolnoma novo dimenzijo. Skratka, Plečnik da naenkrat Ljubljani mestne dimenzije, mislim, monumentalne. Kdo si danes v Ljubljani upa napraviti 300 metrov dolgo tržnico, ne? Kole, eno tako potezo. Ali pa recimo postaviti v Staro Ljubljano Narodno univerzitetno knjižnico, ne? To so tiste novi premiki v mentaliteti, ki postavljajo Ljubljano v resnično, kar si rekel, ne, se pravi, kot mesto, ki ima zelo izrazit pečat in kar dokazuje velikanski turistični porast, ne, da prihodijo v Ljubljano gledati, pekte danes naokrog bo se videli, koliko je še tujcev, pa smo že konec septembra, ne, pa bodo še novembra tukaj. Pa še nekaj je, ne, da je sedanja mestna oblast za nekatere Plečnikove poteze zelo lepo poskrbela, saj v najožjem središču, da imamo kongresni trg, za katerega nisem nikdar v življenju upal, da ga bom videl takega, kot ga vidim danes, da imamo obnovljeno Tromostovje nabrežja, da se je avenija sprehajalna pot podaljšala tja do Špice, ne. To so sami izjemne poteze, ki zadevajo Plečnikove ureditve in so, vsaj po mojem, tudi arhitekturno dobro rešene. Seveda so pa, ostajajo pa seveda odprta vprašanja, ne. Vprašanje vzdrževanja, to pomeni, Plečnik je ves škrbast, kot jaz temu rečem, da mnoge stvari manjkajo, da jih leta in leta nihče ne opazi in jih ne uredi. Govorimo o Križankah, govorimo o štadionu, ki seveda preprosto si v Plečnikovem mestu ob vseh tem, kar o njemu govorimo, pišemo in tako naprej, seveda si te usode nikakor ne zasluži, ne. Pa še nekaj, kar smo videli tukaj iz teh vprašanj oziroma izhodiščnih misli, kaj pa mlada generacija o Plečniku misli. Ali imamo, jaz sem se večkrat vprašal, ali imamo po generaciji recimo Ravnikarja, Mihevca in drugih še sled Plečnika v kakšni arhitekturi? Jaz mislim, da ne, da že generacija Sever, Mihelič in drugi, da o Plečniku formalno ne dolgujejo nič več, dolgujejo prej evropske arhitekturi in svoje inovativnosti. Kaj je pravzaprav tisto, kar drži šolo še vedno na nek način v duhu Plečnikove in Ravnikarjeve šole? Kaj je zdaj tisto, kar mlade generacije formira recimo na ljubljanski šoli z arhitekturo? Jaz se seveda s tem ne bi strinjal. Ne zato, da bi posnemal ali pa bil nek tak vzgojen v duhu Plečnika, ampak ja, zato bom to povedal. Gre v bistvu za to, kaj je, dajmo reči temu, formalno epigonstvo ali pa kaj je mentalno epigonstvo. In jaz mislim, da v bistvu mislim, da v bistvu današnja generacija, a so mi da isto generacija, a se je že malo starejši, ne? Ja. Oziroma, ti si malo mlajši. Ne, ampak to hočem reči. V bistvu razlika je mogoče med 20. stoletjem pa tem danes, da je v bistvu 20. stoletje Ljubljana je v bistvu Ljubljane dveh rok. Two single hands, ki v bistvu oblikujejo mesto. Torej, Plečnikova v 30. 40. Ravnikarjeva potem po vojni in to, kar je danes, to je bilo malo, če zdaj navežem na svoj mlin, je v bistvu bila tudi ta formula Nova Ljubljana, ki smo jo takrat pred 10 leti probali razložiti kot koncept, razložiti kot, dajmo reči temu, tehniko razmišljanja o mestu. Da v Ljubljani to, kar vidim in kar je po moje bogato, kar jo obogati, da je danes Ljubljana v bistvu lahko razvoj Ljubljane in to, kar se dogaja v Ljubljani, razvoj različnih konceptov, različnih stilov, različnih pristopov, torej pluralizma, ki ga prej ni bilo. In zdaj se vprašam potem, kakšen je ta pluralizem. In jaz bi rekel v bistvu to, kar zgleda, je drugačno. To, kar zgleda, ni v bistvu formalno enotno, kar je bilo, ko je Plečnikova roka šla čez mesto, zavestno to govorim, ali pa Ravnikarjeva roka šla čez mesto. Danes v bistvu pač od te
naše generacije, pa ta mlajša generacija v bistvu pomeni to, da lahko so ti različni projekti, različni koncepti, ki iščejo in najdejo svoj prostor v mestu. In zdaj, če se navežem nazaj, kaj je pa tisto, kar izhaja iz Plečnika? Je pa v bistvu razmišljanje o ideji v mestu, razmišljanje o ideji v prostoru. Ne. In to je to, kar si ti prej rekel. Ne. V bistvu, ne vem, zdaj bom dal en tak popolnoma blasfemičen primer. Ne. Ko smo delali Arkadijo, to je razmislek o tem, kako se gibaš, potem je čista dramaturgija prostora. Na nekem takem popolnoma, če pretiravamo, obskurnem primestnem projektu. Rampa gor, pa svetloba, pa rampa, pa svetloba. A je tle navezava na Plečnika, seveda v nobenem nejezikovnem, neformalnem ga ni, ampak je pa navezava o tem, kaj pomeni gibanje in percepcija prostora. In zdaj mogoče, če samo končam s tem, mene bi zanimalo narediti, to smo, meni se zdi, Andrej, pred 10 leti že začeli na tem delati, nek tak čisto enostaven instruction manual za arhitekte. Kaj pomeni, kaj lahko nekdo, ki dela danes, ne samo v Ljubljani, ampak tudi drugje po svetu, kaj ima od Plečnika, kaj naredi Plečnik, kaj ima od njega uporabnega. In to je v bistvu tisto, kar, ko na nek način, ne bom rekel, oluščiš vse plasti, ampak ko greš v bistvu konzistentnost, ko vse plasti, v bistvu priješ do tega, ne vem, sekvenčnost je ena stvar, dinamika gibanja skozi prostor je druga stvar, v bistvu humor, mislim, ta delikventnost, v bistvu to je tisto, da si upaš, ne? In to je tisto, kar ga dela najbolj, po mojem mnenju, tudi najbolj zanimivega. Torej, ta popoln obrat, to, kar se prej omenil, da narediš, ne vem, drevesa na mostu. To je v bistvu skregano, mislim, s pametjo. Ampak potem razumeš v bistvu koncept, zakaj to narediš, zakaj to. In to mislim tisto, kar bi morale naše, tvoje, moje, ne vem, čigave še generacije, to razumeti. In to furati naprej. To je v bistvu pogum, ki bo peljal Ljubljano toliko naprej, kot jo je peljala v bistvu Plečnikova roka ali pa Ravnikarjeva roka. Ki bo v bistvu naredil Ljubljano svežo, zanimivo, ne samo historično, ampak tudi tako mesto, ki bo obrnjeno v budučnost. Ja, še Matjaž, ti si rekel, se pravi, malo norosti vsekakor je potrebno. Ja. Plečnik je prav gotovo imel, ne, tako da prosim. Ne, tle pripomba samo v tem, če delaš norosti, moraš biti blazno dober, ne, to je res, ne. Ker to, kar praviš, jaz se zelo strinjam, ne, in jaz sem zelo vesel, zato ker v zadnjih letih vidim, da Plečnika ne študiramo ali pa ne beremo več samo z umetnostjo zgodovinskega konteksta ali pa zgodovinskega konteksta ali pa konteksta odnosov, ki jih imamo, ampak ga beremo kot arhitekta in to vidim, ne vem, tudi na vaši razstavi, vidim v knjigi Tomaža Velene, ki pokaže pravzaprav, da Plečnik ni bil samo genialc, ki je svoje norosti eno jutro dal na papir, ne, ampak jih je študiral, ne. Ko vidiš vse načrte za Praški grad, vidiš, da je bil pravi projektant, da je razmišljal. Ne? Jaz tudi dvomim v to, da je razmišljal državotvorno, kljub temu, da je državo vedno povzdigoval in je rekel, Slovenci smo predestinirani za biti srečen narod. Ampak on je bil v srcu, jaz sem trdno prepričan, veren, bom rekel, pravzaprav arhitekt, projektant, ustvarjalec, umetnik. To ga je njega gnalo, ne državotvornost, mogoče niti ne simboli. To je vse tisto, kar doda svoji arhitekturi. Ne? In zato se strinjam s tem, kar je povedal prej, da ga je treba res tako študirati. Jaz sicer sem proti priročnikom, sem proti sistematizaciji, ampak sem pa zato, da se Plečnika približa tej generaciji, in če se tle približam vam, na ta način, da ga ne mistificiramo več, da ga ne umeščamo samo v zgodovinski kontekst,
ampak da ga predstavljamo kot umetnika, kot ustvarjalca in da pokažemo, kako je ustvarjal. Ne? In to mislim, da to polje se odpira s temi razstavami, ki si jih zadnje čase vidim in za projekti in to je tisto, kar mislim, da bo šolo za arhitekturo in študente gnalo z, bom rekel, s tem naprej. Ne? To. Se zdaj bomo počasi končali, tako da še... V bistvu s tem priročnikom, Peter Behrens je šel na Japonsko in je razumel in narisal japonsko arhitekturo za evropskega arhitekta. In v bistvu je videnje Petra Behrensa, Nemca na Japonskem, pomagalo evropskim arhitektom razumeti japonsko arhitekturo. In ko rečem priročnik, ne mislim priročnik tako, da, ampak mislim, da predstaviti kot projektant tehniko z nekimi, ne vem, drugimi risbami, z drugim načinom, ki bo v bistvu pokazalo, kako se da to, kar je Plečnik mislil, razumeti in na koncu koncev tudi narisati. Jaz mislim, da bi se morali res enkrat malo osvoboditi teh stereotipov, ki se tega bozga človeka tako tiščijo. In to so ti njegovi klasicistični elementi, ki jih je uporabil. To so uporabljeni elementi, to je dekoracija sheme, ki je pri Plečniku toliko pomembna. Prej je bilo rečeno za Šiško, šola v Šiški. Šola v Šiški je tisto, kjer se je na Vinšek učil brezkoridorni sistem. Ne vem, mi govorimo, Šubic je bil svetovljan, Plečnik je pa svinčnikom, to se pravi znožen svinčnik šilu. To so taki stereotipi, ki se jih tako težko otresamo, da še danes o njih govorimo. Ja, hvala vsem, tako da bom dal še 5. Jaz bi se pa zdaj za konec najlepše vam zahvalila, da ste se odzvali povabilu, pa za tale zelo zanimiv in poučen pogovor. Zdaj na koncu bi pa tudi izkoristila priložnost, pa vsi morda, ki še niste si ogledali naše razstave v kazamatah Plečnik nad mestom, imate še do konca tedna priložnost, da si ogledate pa njegove vizije za naš grajski grič. Hvala.